Sem Grega Gorenšek in poslušate Radioaktivno.
Romance Grege Gorenška z albuma Bipolar. Grega pa je z mano v oddaji Radioaktivno. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Pričela sva romantično, nežno. Tako. Si tašna duša? Ja, bipolarna zelo. Včasih zelo romantičen, včasih zelo divji. To je tudi namen naslova tega albuma. Do tega še prideva. Na spletu sem prebral tolkalni solo umetnik, bobnar, član različnih skupin, profesor, avtor učbenikov, bojem, barist, razmislec, hedonist, rock zvezda. Pod kaj bi se ne bolj kvalificiral? Kaj pa jaz vem. Pod vse. Vsaka vloga ob svojem času. Čeprav pa danes verjetno prvo mesto profesor? Mislim, to je moja zaposlitev. Tam imam svojo vlogo spet, ne? In marsikdo, ki me pozna samo kot profesorja, se pol zelo začudi, ko me spozna na špilu, recimo enem rockerskem. Marsikdo, ki me pozna samo iz rock špilov, se zelo začudi, ko me spozna kot profesorja. In pač različne vloge igramo, ne? Poleg tega sem še starš 2 otrok, imam spet drugo vlogo, imam dosti različnih skupin. Ena je to vokalna skupina, čist druga scena, ena je klasična rock skupina, ena je fusion rock skupina, imam solo kariero. V glavnem, rad imam to, da mi ni dolg čas, se pravi, vsaj v glasbi, no? Da imam različne stile, da lahko se v različnih stilih uveljavim kot glasbenik. Dolg čas bi bilo samo imeti, recimo, zdaj dam samo kot primer rock band in konc. Mi je že dolg čas. Potem rad vse skupaj prepletaš. Ja, čuti se pa v vsakem bandu vse to moje, recimo temu poznavanje tudi drugih zvrsti in tako dalje. Pri vseh si potem na tolkalih. Tolkalci pa so danes zelo cenjeni oziroma iskane. Ja. Čeprav nas je kar dosti že, no, zdaj je to kar popularno. Tudi z navalom učencem nimamo nekih problemov v glasbeni šoli, ampak še vedno bi rekel temu tistih dobrih oziroma res unikatnih je pa še vedno zelo malo. No. In ko sem na koncu dejal rock zvezda, je danes še sploh moč biti zvezda, pa ne samo v roku, ne nazadnje vsej glasbi, ob poplavi glasbe. Odvisno, kako se počutiš, ne? Če se počutiš kot rock zvezda si, če pa bi res to dejansko mislili v svetovnem smislu kot res tisto popularnost, pa itak vemo, kdo je prava rock zvezda, ne, recimo. Mislim, da ni treba naštevati. Tisti, ko ne more iti normalno po ulici, ne, ki ga tako obletavajo, da je to že moteče. Ti še vedno lahko greš po ulici normalno. Brez skrbi, brez vsake skrbi. Jaz sem rock zvezda samo v svoji domišljiji. Pričel pa sicer si s harmoniko pri 6 letih. Ja, seveda. Tudi moj oče je že prej igral harmoniko in me je začel učiti harmonike pri 6 letih.
Potem sem šel tudi v glasbeno šolo in končal nižjo glasbeno šolo iz harmonike, kar mi zelo koristi tudi naprej. Tudi na zabavah, recimo, je zelo težko bobne zraven prinesti na plažo in zabavati punce. Je dosti lažje s harmoniko. Danes bova predstavila tvoj novi solo album Bipolar. Z romanco smo pričela. Romance je Mozartova skladba iz Eine kleine Nachtmusik, se pravi male nočne glasbe, verjetno njegove najbolj znane skladbe. Znana romantična zadeva, ampak v originalu napisala za godalni kvartet oziroma godalni orkester. Jaz sem jo pa posnel na marimbo, se pravi violine, viole in violončela sem posnel na violino, kontrabase pa mi je posnel odličen slovenski basist, moj prijatelj Andrej Hočevar, ampak na električni bas, na električno bas kitaro in zato se ta verzija razlikuje od drugih. Nadaljujeva skladbo Slow. Ja, to je pa druga skladba, 4-stavčna, napisal je Alan Bočinski za trobento in klavir. Gre se za jazz sonato, naslov je Jazz sonata, se pravi, to je jazzovska skladba za trobento in klavir, za jazz trobento in jazz klavir. To mi je prijatelj Tomaž Gajšt enkrat dal note in on je drugače zdaj v RTV Big Bandu trobentač, diplomirani jazzer, drugače tudi odličen trobentač in je rekel, da malo poskusi tudi jazza, tu imaš vse izpisano, ker jaz drugače nisem jazzer, ne znam improvizirati na ta način, ampak je vse izpisano in sem posnel ta solo part za trobento na marimbo, kar je izpadlo zelo zanimivo. Potem pa je ostal še klavirski part, ki pa ga je posnel Marko Črnčec, v bistvu genijalen, zdaj že svetovno znani slovenski jazzist, avtor, pianist in klaviaturist, moj kolega na električne klaviature. Zraven pa je Filamonov basist Janez Zakošek mi posnel še električni bas in nastalo je nekaj čisto novega. K temu vsemu sem pa jaz potem dodal bobne in sicer hard rock bobne, v bistvu. Na ta način snemane in na ta način zaigrane, tako da je prišla neka zmes jazza in hard rocka, čemur lahko rečemo neki jazz hard rock kao stil in to se mi zdi nekaj novega. No, zaenkrat še nisem zasledil česa podobnega kje, ampak to je meni cilj, da neko novo smer spet najde.
Grega, v tvoji biografiji sem prebral, da si v glasbi od otroštva in da si dal skozi tako rekoč vse stopnje glasbenega izobraževanja. Stopnje glasbenega izobraževanja so nižja glasbena šola, srednja glasbena šola in akademija. Ne? Jaz sem dal to skozi, ja, seveda. Če bi gledal nazaj v osnovni šoli, že dostikrat sem kot čist mali fantek napisal, kaj bi pa rad bil, ko boš velik glasbenik. Glasbenik pa, marsikdo mi je rekel, to ni poklic ali pa kaj takega, ne? Ampak okej. Pol sem tudi kako leto kaj drugega napisal, ampak na koncu se je šlo pač tako, kot se mora. Ne? Eni bi rekli usoda, eni bi pa rekli, da pač tako mora biti. Ne? Sedaj si profesor, ampak tolkala niso samo bobni, kot nekateri mislijo. Ne, seveda ne. Tolkala so vsi inštrumenti, na katere se tolče. To se pravi, lahko se tolče s palicami ali z rokami, ali z tudi drugimi stvarmi. V glavnem, jaz v osnovi sem diplomiral na Akademiji za glasbo, ki je klasična akademija. Se pravi, so to klasična tolkala, ki se uporabljajo v klasični glasbi. To so recimo mali boben, potem timpani, marimba, ksilofon, vibrafon in razna efektna tolkala, kot so gong, tam, triangel, kastanjete in ta manjša vsa tolkala za efekte, tamborin in tako naprej. Si potem tudi na tem albumu uporabil različna tolkala? Ne, na tem albumu sem v bistvu uporabil samo marimbo in bobne. Ampak načrtujem pa za naslednji album, da bom predstavil res široko paleto tolkal klasičnih. Naj to spoznajo ljudje, ker se mi zdi, da se jim bo zdelo zelo zanimivo. Od timpanov do kastanjet, do tamborina, triangla, tomov, vibrafona, ksilofona, vse. Da bojo tudi videi posneti za to in bo po moje zelo zanimivo, atraktivno. Koliko od teh tolkal imaš doma? Doma nimam nič, ker živim v bloku, ker to bi bilo za sosede ubijalsko, ne, seveda. Se pravi, vse skupaj imam v glasbeni šoli, tam, kjer učim. Jaz učim v osnovi na konzervatoriju za glasbo in balet Maribor, ampak ta šola ima ogromno dislociranih oddelkov, ne, ki so potem po celi severovzhodni Sloveniji. En izmed teh je tudi Ruše, jaz živim v Rušah. To je seveda zelo blizu Maribora, ampak tam imam fajn plac, fajn učilnico in tam so vsa tolkala in tam jaz tudi vadim. Jaz včasih temu rečem, to je moja pisarna. Ne? Tam učim, tam vadim, tam so vsi inštrumenti, tam tudi dostikrat snemam, ker danes se tudi da snemati, da pridejo iz studia k tebi, z opremo na tvoj prostor in te posnamejo. Naslednja, Medium Swing. Medium Swing pa je, ja, to mislim, da je drugi stavek iz Jazz sonate. Tu sem si pa zamislil tako neko chill out vzdušje, kot da bi rekel, smo v jazz ali rock klubu zjutraj ob 5, ko se že vse zapira, ampak nekdo še vedno igra in potem se sliši to.
Bipolar je album, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno. Grega Gorenšek je z mano. Prej si že omenjal delo v različnih skupinah. Če me spomin ne vara, si pričel s skupino Velblot. To je bil moj prvi band, nepozabni spomini, seveda takrat sem bil star 17 let in oni so že bili kar uveljavljen band, recimo v Sloveniji, ne? In jaz sem 17 leti uletel v to in kar špili in ni bilo več policijske ure od mame in nič, ne? Mislim, to je bilo, kako bi rekli, lifetime. To je bila rockerska zasedba. Ja, taki hard rock band. Pred mano so izdali že en album, pa mi pol skupaj 2 albuma. Takrat smo bili kar na sceni, no, res, špilo je bilo full, dosti več kot zdaj. Sploh pa imeli smo se odlično in tiste vožnje s kombi po celi Sloveniji, pa vse, kar se je zgodilo, to ne pozabiš nikoli. Potem popolnoma drugačna zasedba je bila Stick Control. Ja, Stick Control smo pa naredila s kolegom Boštjanom Vauhom na Akademiji za glasbo leta 2002. Smo rekli, dajmo en tokalno zasedbo narediti malo bolj za ljudi, da približamo tokala tudi širši publiki, ne? In smo igrali dosti časa zelo v bistvu komercialno glasbo, znane komade. Potem pa s časoma se je zasedba dosti menjavala in smo začeli tudi malo bolj jazz vpletati, jazz fusion, latin, bolj take zvrsti in zdaj malo drugače delujemo, ampak še vedno delujemo, seveda predvsem manj koncertov kot včasih, ampak skupina še deluje. Popolnoma nasprotje tega je Toxic Heart. Toxic Heart je pa to je moj matični band v bistvu, to je moja družina, mislim, familija, ne? To je Glasbena. Ja, to je moj glavni band, klasični rock, hard rock recimo, ne? In imeli smo zelo dolgo pauzo zdaj vmes, ampak zdaj pa spet udarjamo na polno in zdaj smo izdali že drugi uradni videospot v novi zasedbi in tu pa mislim, da je največja prihodnost. No. Potem še tukaj Filamon. Filamon, seveda, to pa je za mojo dušo, to so pa moji prijatelji glasbeniki, s katerimi ustvarjam glasbo, ki je brez vsakih ovir. To je fusion rock, se pravi fuzija rocka z raznimi zvrstmi, od funka, ambientala, progressive metala, jazza. Nimamo nobenih ovir. To je v bistvu glasba za glasbenike in glasbene entuziaste, ampak tudi za širšo publiko zelo poslušljivo. Poleg tega pa si Grega sodeloval s številnimi drugimi slovenskimi glasbeniki, kot je videti na Facebooku. Ja, ne bi rekel, da sem studijski glasbenik, bolj meni paše, da sem v nekem bendu oziroma solo, da se to dela en čas in se tisto res dela in da smo tim. Ampak tu pa tam pa seveda kdo pokliče, me vprašajo, bi ti posnel za nas to in tako dalje. V bistvu najbolj odmevno sodelovanje je bilo s Tinkaro Kovač, ko sem bil star že, to je 20 let nazaj, seveda. Ne. Takrat smo posneli njen album Košček neba, večina skupina je Velblot. Tisti album je, takrat so še bile nagrade, Zlati petelini dobil ogromno teh nagrad. Od izvajalca leta do pevke leta, ne vem kaj vse. Imeli smo ogromno koncertov po Sloveniji in nepozabni časi, no, res. Tinkara je potem še menjala, seveda, po moje 5-6 bendov po nas, ampak to se menjava pač, ne. Snemal sem tudi za
razne druge slovenske pevke, zasedbe in tako dalje. Ampak nič kaj dokončnega. No. To je bilo priložnostno. Naslednji bo Allegro iz Eine kleine Nachtmusik. Tako, to je v bistvu najbolj znani Mozartov komad vseh časov. Vsi to poznamo. Tam, to, tam, to, 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 tam. Ne, to je njegov podpis, v bistvu. Ne. To je najbolj znana njegova skladba in to je prvi stavek iz te Eine kleine Nachtmusike.
slišani, bi lahko rekli kar svetovni superhit. Ja, to so največji hiti vseh časov. Ki pa 300 let star hit. Ki pa ga danes slišimo v drugačni verziji. Ja, seveda, ne? To je zdaj drugačna verzija. Jaz vedno, če že snemam priredbe, jih posnamem tako, kot jih še nihče do zdaj ni. Res dosti pregledam tudi na YouTubeu in vse, da je to res nekaj unikatnega, ker drugače se mi ne zdi smiselno. No. Če delaš avtorsko glasbo, je itak drugo, ne? Ampak če delaš priredbo, pa naredi tako, da je to nekaj res priredba. Nova, prvič, da je unikat in tako naprej. Je tudi zato naslov albuma Bipolar, ker gre za neki dve skrajnosti? Ja, seveda, ne. Na albumu sta v bistvu samo dve skladbi, ki imata vsaka po 4 stavke, ki se mešajo med sabo. Ena je jazz, ena je klasika. Že tu je dostikrat konflikt med glasbeniki, takimi, ki bi radi si naredili mejo, ne vem, ampak meje si v glasbi postavljati se mi zdi, da ni pametno, no? Ampak mislim, da je vedno manj tega. Včasih je to bilo dosti bolj prisotno, recimo tudi na Akademiji za glasbo v Ljubljani, ki je bila klasična akademija, to če si igral jazz, si lahko bil tudi izključen, se pravi izpisan iz akademije in tako dalje, tudi tega zdaj dalje več ni. In fajn, da se to zbližuje, da se meša, da se delajo crossoveri in da smo mimo te glasbene policije, bi rekel. No. Kako pa si se potem odločil, da si izbral ravno ti dve skladbi in jih potem prepletel? Slučajno, vedno pridem čisto slučajno do vseh skladb. Enostavno, ne vem, pač čujem Mozarta, to bi pa jaz naredil, ja, to bom naredil in konc. In ko imam klik v glavi, to je neki instinkt, to se ne da opisati. To bom posnel, fertik. In isto je bilo za tisto jazz sonato, to bom posnel, pol pa sem videl, da bi lahko to bilo fajn kontrast in sem naredil ta bipolarna, ki se je fajn prepletalo tudi z tem, kakšna osebnost, jaz tudi bipolarna in se mi je zdel fajn koncept. Je bilo veliko dela potem s priredbo? Glede Mozarta niti ne. To je zaigrano dobesedno v bistvu tako, kot piše, s tem, da je zaigrano na marimbo namesto za violino. Mogoče smo malo probleme z violskim partom, ker imamo neki violski ključ, altovski ključ in tam je težje brati, ker nismo navajeni, ampak glede jazz sonate so mi pa pomagali taki glasbeniki, da so tako vrhunski, da sploh ni problema. Mislim, če veš, koga pokličeš, veš, da ne bo problema. In tako ste se našli. Tako. Naslednja Menuet. Ja, tudi Mozartova, to je 3. stavek od Eine kleine Nachtmusik, male nočne glasbe. To je moj drugi uradni videospot iz tega CD-ja, v katerem je nastopila tudi Tina Saražin in tu smo prvič videli mogoče na instrumentu marimbi, da jo obvladuje ena, kako bi rekel, da se lepo sliši, seksi izzivalna ženska.
Grega Gorenšek je z mano vdaje Radioaktivno, album Bipolar predstavljava. Bipolarnost dejansko kaže tudi naslovnica oziroma celostna podoba albuma. Ja, Črno-belo. vse je črno-belo in tudi vsi videi so črno-beli. Se pravi, belo-črno, to je največji ekstrem in naj bo tako. Kaj pa pomenijo te kemijske formule tukaj na naslovnici na belem? To pa je v bistvu serotonin, se pravi hormon sreče. Ne? Belo predstavlja srečo, ne? Se pravi serotonin je hormon sreče, ki nam povzroči tisti občutek res ekstaze, sreče in tako naprej. Črno pa bolj področje depresije, ker je zelo malo serotonina oziroma nič. Zakaj imaš na fotografiji perjanico? V bistvu brez posebnega razloga, meni je pač enostavno všeč. Čeprav moram priznati, da so mi bili kot otroku zelo vedno všeč Indijanci. In vedno sem navijal za Indijance, čeprav so vedno zgubili reveže. Ne? Valjda so zgubili proti kavbojcem, ki so imeli vso orožje. Ampak všeč mi je ta imidž, se mi zdi zelo podobno rockerskemu in vsi imajo dolge lase in tako naprej. In to mi je bilo vedno všeč. In en večer gledam malo po internetu in vidim eno stran, kjer prodajajo perjanice, ampak prave perjanice, ne tiste za pusta, res lepo. To je narejeno iz pravega perja in ročno delo, iz Balija, ne iz Indonezije. In kar naročim. Eno belo sem si naročil, čez 2 dni je bila v Rušah, evo the best, to bo moj nov imidž in to je to. In ta imidž te sedaj tudi spremlja na družbenih omrežjih? Ja, recimo, da je zdaj to imidž za moj ta novi album, ja. Ki pa ni tvoj prvi solo album, mislim, da je to 4. solo album. Ne, tretji solo album. Prvi je bil Klik leta 2011, drugi je bil Ocean 2014, pa zdaj ta Bipolar. Je med temi albumi kakšna povezava, kakšna rdeča nit ali vsi ločeni projekti? Rdeča nit je vsekakor to, da je to vse napisana glasba, nobena glasba ni avtorska, ampak da so vse skladbe prirejene na zelo poseben način in predvsem z električnimi inštrumenti in so to popolnoma nove variante teh komadov. Naslednja bo Medium Fest. Medium Fest je pa prvi stavek te jazz sonate. Taka fajn, kratka skladbica, vse se pokaže, glasba govori za sebe in najboljše, da poslušamo. Grega, z glasbo si, kot je videti, prisoten tudi na spletu, tudi na družabnih omrežjih. Svoj page imam
na Facebooku. Vsi moji bendi imajo Facebook page, uradnih pageov pa zaenkrat nimamo. Mislim, ni potrebno. Je treba biti zelo aktiven na Facebooku? Ja, naj bi bil, ne, ampak bo treba se tu malo bolj angažirati. Malo smo starejši in še nismo v koraku s časom. Je tam tudi mogoče priti do vseh tvojih izdelkov preko Facebooka? Ja, seveda, vse gor piše, kje se kupijo CD-ji in tako dalje. Bo potem tudi kakšna promocija tega v živo? Te moje zadeve jaz večinoma igram mogoče na kakih prireditvah, ker sem gost za kakšne 2-3 komade za popestritev, recimo, ne. Redkeje celovečerni koncerti, ampak pustimo se presenetiti. Mogoče pa tudi to. Prej si že omenjal video spote, kar nekaj skladb si že podprl z video podobo. Ja, v bistvu sem jaz prvi slovenski, lahko rečem, klasični tokalec, ki snema videe, ki jih ima že res kar nekaj, ne. Za Klik prvi album vem, da sem posnel 3, pa za drugega 2 je že to 5, pa zdaj 3, pa še en pride 4, je to 9 videospotov v bistvu za klasično tokalno glasbo, ne, in to je kar, si želim še kakega konkurenta, no, tako bom rekel. Predzadnja, ki jo bova spustila, bo Rondo. Ja, to pa je moj tretji video iz te plate, je že na YouTubeu, lahko si ga pogledate. Tu se je pokazal moj odlični basist, oziroma moj basist, pač basist, ki je snemal ta komad, Andrej Hočevar iz Velenja. Odličen kontrabasist in tudi električni basist, ki je tudi v spotu. Oblečen je kot filharmonik, to je zelo zanimivo, kaj ti igra električno bas-kitaro, ne? Ker v filharmoniji ne vidiš električne bas-kitare, ampak on ima beli metulček, bela srajca, sako in to, pol pa Verstärker in električno bas-kitaro, zraven pa marimba in Mozart, ne? In po moje bi bilo Mozartu to zelo všeč, ker je bil tako za svoj čas zelo napreden in lahko bi rekli celo za tisti čas zelo norno človek.
Grega Gorenšek z mano vdaje Radioaktivno, Bipolar album, ki ga vrtiva. Grega, na tvojem Facebooku sem preletel nekaj tvojih razmišljanj in ker sva ravno na radiju, mogoče nekaj besed tudi o razmišljanju o radiju. Ali tudi sam kdaj nergaš nad radijskim glasbenim izborom? Ne, nikoli. Vse ravno to sem napisal. Ne? Glej, če ti ni všeč, kar je na radiju, bodi svoj glasbeni urednik. Ampak zato je pač potrebno to, da poznaš glasbo, poznaš naslove, poznaš izvajalce in si daš gor CD, ki ti paše. Oziroma si narediš kompilacijo, ki ti paše. Ne? Eni pa samo poslušajo radije in ta ni v redu, pa poslušajo. Ja, pol si pa naredili vse na internetu, danes pa res nimaš več nobenega izgovora, da ne moreš poslušati svoje glasbe. Moraš jo pa poznati. Kaj ti glasbe danes v svetovnem merilu, če rečem tako, je na tone? Ja, preveč, ne. Mislim, težko si je zbrati in zato pravim, jaz v osnovi, ne, poslušam, jaz sem zbiralec originalnih CD-jev. Verjetno sem dinozaver za večino ljudi, ampak zbiram originalne CD-je in imam doma eno omaro in si jih kupujem na Amazonu in čisto drugo mi je, ko vidim ovitek, ga povoham, poslušam CD 10krat in ga bolj cenim. Tudi kupil sem ga, nekaj sem dal za njega in ko pa da vse samo poslušam, ko ima 10 sekund na YouTubeu in že gre naprej in to po mojem nima nobenega smisla. No. Danes pa seveda moraš vedeti, kaj želiš poslušati. Ja, moraš pa vsaj vedeti naslov, vse pravim. Ja. Še eno bova zavrtela za konec, predtem pa še kakšne izzive si dal naprej? Že sem v dogovorih za snemanje 4. plošče solo in naslednji teden že začnemo. Tako da tu ni konca, pri meni se dogaja. Kaj si izbral, če ni skrivnost? Kot sem že prej rekel, različne inštrumente. Ta plošča bo predstavila vsa klasična tolkala, ki so najbolj znana v 11 komadih, od kastanjec do triangla, do timpanov, do vibrafona, do ksilofona in tako naprej. Bo tudi kaj avtorske glasbe? Ne, zaenkrat če ne, ampak nikoli ne veš. Še eno bova spustila za konec, to bo Medium Fast or Faster. Ja, ta spot oziroma uradni video pa prije naslednji teden ven, to je moj zadnji video iz te plošče. Taka udarna skladba dost pove in v njej se je tudi izkazal izredno moj kolega Marko Črnčec, genialni v bistvu, res en najboljših klaviaturistov, pianistov, skladateljev, glasbenikov na splošno v Sloveniji, ki je uspel tudi v New Yorku in en redkih je res uspel v svetu. In veliko čas me je, da z njim sodelujem. Udarna torej za konec tega pogovora. Grega, hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno na Radio Prlek ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala za povabilo in super bilo.
Sem Grega Gorenšek in poslušate Radioaktivno.